Množici nevidno, tako skrivnostno in v popolni temi. Tako je življenje več 100 metrov pod površjem, kamor dnevna svetloba ne dostopa več. Jame nam odstirajo le kanček bogastva življenja, ki se skriva v tem temačnem kraljestvu. Nas je na nepozabno izkušnjo podzemlja s fotografsko razstavo pospremila speleobiologinja Špela Borko z Biotehniške fakultete v Ljubljani. Speleobiologija je veda, ki se ukvarja s proučevanjem biologije podzemlja, živali, ki živijo v podzemnih okoljih, od katerih ljudje največkrat pomislimo na jame. Razstava nosi naslov Skrito življenje podzemlja, nastala pa je v sklopu projekta Evropska noč raziskovalcev. Speleobiologi pa jo pridno dopolnjujejo. Evropska noč raziskovalcev je evropski projekt, ki ima namen promovirati znanost oziroma raziskovanje kot tako med širšo publiko. In v tem sklopu je tudi nastala razstava, s katero želimo opozoriti na naše delo, na delo raziskovalcev biologije podzemlja, opozoriti na živali, ki tam prebivajo in kaj vse se skriva pod našimi nogami. V bistvu razstava še vedno nastaja, tako da fotografije zbiramo oziroma naš fotograf pridno dela že približno 2 leti, je pa jo stalno dopolnjujemo. V bistvu točno tukaj v Triglavskem narodnem parku smo dodali recimo 10 fotografij novih živali. Fotografije so nastale na območju Dinaridov, ki velja za svetovno vročo točko v podzemeljski biodiverziteti. V bistvu je temu botroval preplet zgodovinskih dejavnikov, torej samega nastanka oziroma dogajanja v preteklosti. Jame oziroma podzemlje je služilo kot prebežališče živalim, oziroma sam dvig gorstev je povzročil odpiranje novih prostorov, kjer živali lahko živijo. Da v objektiv ujamemo tako redke, male in hitre živalice, so potrebne jamarske veščine in veliko potrpežljivosti. Tako pa si delo olajšajo naši speleobiologi. Ponavadi v jame ne nosimo vse te opreme, da bi v jamah fotkali, tako da živali ponavadi naberemo v jamah, to gre za pregledovanje sten, tal, lužic, da te živali najdemo, potem jih shranimo in žive prinesemo ven iz jame, potem pa jih na fakulteti oziroma na terenu, ampak zunaj izven jame se spravimo fotografirati. Tako. Verjetno je težko ujeti tako malo bitje v objektiv, pa me zanima, kakšna oprema je potrebna, da je to sploh mogoče? V vsakem primeru je treba imeti dober fotoaparat z dobrim objektivom, tako da pri nas kolega, ki največ fotka, uporablja zrcalno refleksni fotoaparat z makroobjektivom pa kakšno dodatno lučjo. Potem je pa treba paziti, da je žival na primerni podlagi, pa medtem, ko se hitro giblje okrog, je treba dati nekaj časa, da se malo umiri, pa da se jo dobro izostri. Kako pridemo do take kompleksne fotografije, pa smo povprašali tudi našega fotografskega kolega Francija Ferjana. Najbolj enostaven odgovor bi bil težko. Ampak sem od Špele prej slišal, ker se nisem predstavljal, da bi lahko to v jam delal. Tako da te vzorce prinesejo na fakulteto, imajo tam en tak prostor, terarij ali nekaj podobnega in tam to počne. Ampak 2-3 mm velike zadeve je še tam težko dobro narediti. Po koncu programa pa smo se sprehodili med obiskovalci in jih povprašali, kakšna so njihova mnenja o razstavi. Na razstavo in na predavanje smo prišli z učenci, ker imajo letos tekmovanje na temo podzemne živali, posebej človeška ribica. Tako da predavanje nam je bilo zelo všeč, tudi razstava krasna, zelo lepe fotografije. Zelo sem navdušena, da se tako majčke živalce, komaj 2 mm velike, da tako lepo fotografirati. Najbolj všeč mi je bila žival jamska pijavka. Presenečena sem pa bila, koliko ogromen jam je v samem Triglavskem narodnem parku. Tako da ta številka 900 se mi zdi res fascinantna. Presenečena sem nad pestrostjo in življenjem podzemnega sveta. Res sem fascinirana, koliko življenja je. Prav zaskrbljena sem s tem onesnaževanjem našega sveta, ker tukaj se vidi točno, da vsa ta onesnaženost ogroža življenje podzemno. Težko bi se odločila zdaj za eno,
ker so vse fotografije teh živalic krasne, barvite, tako da vidiš še v notranjost živalice, njeno drobovje. Res krasna razstava. Več o teh zanimivih podzemnih bitij na razstavi pa lahko izveste s pomočjo vaših mobilnikov in se podate na raziskovanje, ki pa vključuje tudi poseben izziv. Ja, vsaj v okviru te razstave lahko preko QR kode pridete do dodatnih informacij, dodatnih fotografij in tudi kviza, kako postati speleobiolog, s katerim se lahko preizkusite v svojem znanju speleobiologije. Če bi si radi ogledali to čudovito razstavo z naslovom Skrito življenje podzemlja, je za ogled na voljo do 8. decembra.